Dober večer in dobrodošli v oddaji Na zapisniku, poglobljeni intervjuju oddaji i24 News. Ameriški predsednik Trump je ta teden dejal, da želi umiriti konflikt z Iranom v upanju, da bo dosegel dogovor, ki bo ponovno odprl Hormuško ožino. Toda za nekatere države v regiji je trenutni konflikt z Iranom vse prej kot umirjen. Če je bila med 40-dnevno vojno država, ki je bila najbolj prizadeta, Združeni arabski emirati, se zdaj zdi, da so Iran in njegove posredniške skupine usmerili svojo pozornost na Saudsko Arabijo. Že več mesecev kraljevina kljubuje stalnim napadom Hutijev na svoje ozemlje, svoje sile v Jemnu in na svoje naftne tankerje v Rdečem morju. Milice, ki jih v Iraku podpira Iran, so napadle saudske energetske objekte, iranska stalna zapora Hormuške ožine pa je omejila sposobnost kraljevine za izvoz nafte. In vendar, Rijad še naprej ohranja odprt dialog s Teheranom in verjame se, da so ti stiki v veliki meri prispevali k končanju 40-dnevne vojne. Hkrati pa, sredi teh nenehnih napadov, Saudska Arabija je čez vikend podpisala sporazum s Turčijo in Pakistanom o oblikovanju skupnega obrambnega zavezništva, katerega namen je povečati skupno odvračanje in varnost. Vendar ima Saudska Arabija že od lanskega leta strateško varnostno zavezništvo s Pakistanom. Toda to ni preprečilo Iranu in njegovim posredniškim skupinam, da bi napadli kraljevino. Ali bo to novo zavezništvo tisto, ki bo spremenilo držo Saudske Arabije v regiji? In kakšne ukrepe sprejema Rijad, da bi preprečil iranske napade, hkrati pa ohranja dialog z iranskim režimom? No, da bi vse to razčlenili, vesel sem, da lahko ponovno pozdravim v oddaji Abdulaziza Al-Hamisa. Al-Aziz je ugleden saudski novinar. Večkrat je obiskal Izrael, vključno z govorom v Knesetu, v katerem je pozval k vzpostavitvi neposrednih diplomatskih odnosov med Izraelom in Saudsko Arabijo. Abdulaziz Al-Hamis, hvala še enkrat, da ste se mi pridružili tukaj v oddaji Na zapisnik. Ni za kaj, kadarkoli. Kot sem povedal v uvodu, medtem ko Iran trenutno neposredno ne napada Saudske Arabije, se zdi, da Teheran in njegove posredniške skupine usmerjajo svoje napade na Saudsko Arabijo bolj kot na katerokoli drugo državo. Zakaj je temu tako? To je nekakšen pritisk na Saudsko Arabijo in zalivske države, da uporabijo svojo moč ali vpliv na Washington, da pritisnejo na Ameriko in Trumpa naj ne udarita po Iranu. In mislim, da jim to uspeva. Irancem uspe, ko Trump ustavi svojo operacijo, veliko operacijo, ki jo je obljubil izvesti. In omenili so, da sta Saudska Arabija in druge zalivske države so ga prosili, naj ustavi svojo operacijo proti njim. Mislim, da Iranci točno vedo, kako ravnati s Saudsko Arabijo in drugimi državami v regiji ter Združenimi državami. In še vedno pridobijo veliko točk, še posebej, ko nadzorujejo Hormuško ožino. Ampak ne napadajo nobene druge države, Abdulaziz. Osredotočajo se izključno na Saudsko Arabijo. Zakaj samo Saudska Arabija? Zakaj so izbrali prav Saudsko Arabijo? Je več razlogov. Hutiji imajo težave s Saudsko Arabijo, ker želijo pridobiti veliko koristi. Še posebej, ko Saudijci odpravijo letalsko blokado in oblegane letališča in dovolijo Hutijem, da normalno uporabljajo letališče Sana. In zahtevali so, da saudske sile zapustijo Jemen. In poskušali so izkoristiti šibkost saudskega položaja v Jemnu ter težave v Jemnu med Saudijci in drugimi deli v Južnem Jemnu. In zato točno vejo, da je pravi čas, da pritisnejo na Saudice. Toda do zdaj Saudijci Hutijem niso dali tistega, kar želijo. Zato so Hutiji začeli napadati na jugu. Ni povezano samo z Iranom. Iran v redu jih je izkoristil in ima koristi od tega, od položajev Hutijev. Ampak na to kaže veliko kazalnikov. To pomeni, da so Hutiji izkoriščajo čas, vojno in krizo
da bi izkoristili šibkost v regiji, predvsem pri Savdicih in drugih. In Iranci so izkoristili Hutije in to na mnogih področjih. Tu so še druge stvari, naprimer Rdeče morje in kako Hutiji poskušajo pomagati Irancem v njihovi igri. Mislim, da je največja napaka, ki so Združene države naredile, je bila, da se na začetku vojne niso osredotočile na Hormuško ožino in so pustile Hormuško ožino kot adut, in to močan adut v iranskih rokah. In do zdaj zalivske države na to gledajo kot na nekaj nenavadnega, ker poznamo ameriško moč in poznamo iranske sile, uporabljajo, kako bi temu rekli, to niso močne vojaške aktivnosti v Hormuški ožini. In zato menijo, da je tu veliko stvari, na katere je treba odgovoriti, veliko vprašanj. Kot ste opisali in kot sem tudi sam pojasnil v uvodu, Savdici so res pod pritiskom z vseh strani. In odziv Rijada je bil zelo zanimiv, milo rečeno. Mislim, po eni strani še naprej se pogovarjajo s Teheranom in ohranjajo odprt dialog. Ves čas vojne, tudi ko je IRGC močno napadal saudijsko energetsko infrastrukturo, Saudska Arabija pa je javno delala za končanje vojne z Iranom. Po drugi strani smo videli, vsaj po poročilih, saj Saudska Arabija tega uradno ni potrdila, da je napadla Iran med 40-dnevno vojno vsaj enkrat. In za zaprtimi vrati pravi, da si želi odstranitev islamskega režima v Iranu. Kakšna je torej strategija Rijada glede Irana? Nihče ne razume, kakšna je strategija v Rijadu. Nihče ne razume, kaj želi vodstvo v Rijadu. Vsi si zastavljajo vprašanje, celo Savdici, kaj si država sploh želi. Je Iran sovražnik ali prijatelj? Kajti Saudska Arabija že ima dogovor z Iranom in tega dogovora Savdici niso prekinili. Tudi Iranci jih napadajo. Poleg tega še vedno govorijo z iranskim vodstvom, kot so vlada in drugi deli vlade, minister za zunanje zadeve ali predsednik vlade. In še vedno obstaja komunikacija celo med vojaškimi dejavnostmi proti Savdicam. In zato ljudje tega ne razumejo. Nekateri saudski akteri tam ali voditelji so rekli, da želijo pomagati ohraniti ali pomiriti regijo. Ne potrebujemo nove vojne, ta vojna ni naša vojna. To je vojna za Saudsko Arabijo, Američane in Izraelce. Ni naša vojna, ne bi se smeli vpletati v to vojno. Ampak na koncu je vojna proti nam, ne proti Izraelcem. In tudi če Iran, oni ne. Tudi Izraelci ne ustavijo svoje dejavnosti v Gazi ali Južnem Libanonu. Iranci pa se osredotočajo na Saudsko Arabijo, Kuvajt in Bahrajn. In dovolijo Izraelcem, da počnejo, kar želijo v Južnem Libanonu. In to so čudna vprašanja in čudna stvar, ker potrebujemo vsaj trdno stališče proti Irancem in jih ustaviti. Ne pa napadati Savdice in celo Hutije. Hutiji zdaj začenjajo velike množične aktivnosti, operacije v Jemnu proti jemenski vladi. In to pomeni, da razumejo, da prihaja do spremembe v ravnotežju moči. In menijo, da je to pravi čas in zlata priložnost, da izkoristijo tisto, kar imenujejo šibkost Savdicov. Zdaj ste govorili o ravnotežju moči. Eden od, oziroma ta zadnji korak, ki smo ga videli v petek, sporazum iz Meke med Saudsko Arabijo in Turčijo in Pakistanom. Sporazum določa, da bo napad na eno državo obravnavan kot napad na vse tri države. Ali je torej to sporočilo namenjeno Iranu? Mislim, da tisti v Pakistanu in Turčiji poskušajo povedati, da ta sporazum ni uperjen proti nobeni državi, niti proti Iranu.
In vemo točno, kakšen je odnos med pakistansko vojsko in iransko revolucionarno gardo. Revolucionarna garda v Iranu ima zelo dobre odnose in vedno Pakistan so posredniki, niso sovražniki Irana, tudi ko je Iran napadel Saudsko Arabijo in druge države. Turčija ima zelo dobre odnose z Iranom in ima ekonomske koristi. Zdaj, v tem času poteka veliko naftnih operacij, tihotapljenja v Pakistan pod očmi vojske in mejne policije in nihče jih ne ustavi. Tudi s Turčijo je veliko tihotapljenja in veliko operacij, ki jih organizira revolucionarna garda skupaj z drugimi skupinami v Turčiji in Pakistanu. In obstaja močna in tesna povezava. Razmišljajo o prihodnosti, o finančnih in gospodarskih priložnostih, če bi Iran sklenil dober dogovor z Združenimi državami. Nočejo izgubiti Irana. Iran je v prihodnosti velik trg. Kaj ima Saudska Arabija od tega dogovora? Nihče ne ve, ničesar ni, ničesar. Naj ti nekaj povem. Kolikokrat sta Turčija in Erdogan grozila Izraelu zaradi tega, kar se je zgodilo v Gazi. In mislil je in tudi v Siriji in nič se ni zgodilo. To so samo besede, ki prihajajo in odhajajo in nikogar ne briga za to. To je samo korist od tega. Točno vemo, kako Pakistanci imajo koristi od dogovorov s Saudsko Arabijo, Turčijo. Izvažajo veliko vojaške opreme pred tem dogovorom in po tem dogovoru. In njegov pomen je preprosto, kot jaz vidim, to je samo papir in to je to, kar vi temu pravite. Poslovni in ekonomski dogovor koristi tistima dvema državama. Ampak Abdulaziz, oprosti, da prekinjam. Ampak ali je Saudska Arabija tukaj naivna, ker je že imela ali ima strateški varnostni sporazum s Pakistanom že od lanskega leta? In to ni ustavilo Irana. Hutiji in iransko podprte milice v Iraku niso le močno napadle Saudsko Arabijo, ampak so nadaljevale z napadi tudi po podpisu sporazuma. Torej je jasno, da odvračanja iz tega ne bo. Realno, kaj mislijo, da bodo s tem dosegli? Nič, Savdici od tega ne bodo imeli nobene koristi, le vojaško podporo, ki pa jo lahko dobijo tudi brez tega dogovora. Na dan dogovora v Meki so Hutiji napadli rafinerijo Jazan in naftno območje v Saudski Arabiji. Nihče tega ne bo ustavil. Iran je rekel, da oni tega ne počnejo, da to počnejo Hutiji in da bi morali svojo težavo rešiti s Hutiji. Kako naj rešite težavo s Hutiji? Da prepustite celoten Jemen Hutijem in točno to se bo zgodilo. Enaka težava kot takrat, ko so pustili Hezbolah na jugu Libanona. Ko vidimo rezultat, kdo bo v prihodnosti ustal Hutije, da ne bodo napadali saudskih meja in južnih meja. In imajo veliko, kar bi lahko imenovali sanje, da bi ponovno pridobili južni del Saudske Arabije za Jemen. Vemo, da je to velik problem, kako ravnati z Iranom. Če se ukvarja z Iranom, bi se moral ukvarjati z vsemi suniti, Hutiji in Iraku in v Libanonu in z Iranom. In kdo zaupa Iranu? Ali verjame temu, kar je Iran rekel o tem, da bomo imeli mir skupaj? Ali kdo zaupa Turkom ali Pakistancem? Ali bodo oni zagotovili mir ali obrambni ščit za Saudsko Arabijo? Mislim, da ni poznal naše politike v regiji. To je samo okvirni dogovor. To ni tako. Obstaja veliko dogovorov, veliko zavezništv v regiji, ampak nič se ni zgodilo, ker vsak gleda na svoje interese. Ne bodo se ozirali nate, koristili bodo tvoje gospodarstvo, dobili bodo, kar želijo in te pustili pri miru. In videli smo, kako so Pakistanci, kot si rekel, so zapustili Saudsko Arabijo na začetku vojne. Nič se ni zgodilo in ne bodo uporabili. In oni so posrednik in to je zelo čudno. Če imate dogovor z Iranom in Iran napade, gresta vi in Pakistan posredovati med Iranom in Združenimi državami.
In oni tega ne bodo storili. In celo mi točno vemo za Pakistan, veliko je generalov in pakistanske vojske, ki so šiiti in so zvesti Iranu. Ja, še vedno ostaja veliko vprašanj glede tako imenovane zveze, vendar ste prej omenili Izrael. Razumem, kaj govorite, da je ta sporazum predvsem namenjen gospodarskemu in finančnemu sodelovanju. Ampak, ali to vidite tudi kot sporočilo Izraelu? Ker res, odkar se je 7. oktobra začela vojna, da se Turčija na vsakem koraku poskuša postaviti popolnoma nasproti Izraelu. In ali menite, da je to namenjeno tudi kot sporočilo Jeruzalemu? Vse države v regiji, še posebej tiste, ki se imajo za samo oklicane supersile v regiji, kot so Turčija, Pakistan, Saudska Arabija, Egipt, vse te države. Potem, kar se je zgodilo v Gazi, menijo, da Izrael širi svojo moč v regiji in postaja številka 1 med supersilami v regiji, kar predstavlja grožnjo za njihovo strateško varnost. In to se je zgodilo, oni to razumejo. Po mojem mnenju pa vse razumejo narobe, ko se je 7. oktobra 2023 zgodil. To je sporočilo Irancev Savdicem, naj ne gredo predaleč pri normalizaciji odnosov z Izraelom. To so storili, zmagali so, ustavili so normalizacijo in so se spremenili. In neposredno spremenili stališče Saudske Arabije glede poti do miru, ter začeli nasprotovati Izraelu in gledati na Gazo kot na enega od razlogov. In tudi, če je Trumpova administracija veliko poskušala doseči mir in pripeljati Savdice za pogajalsko mizo, Trump do zdaj tega ni mogel narediti, ker Savdici še vedno ne razumejo. Zlo v regiji je Iran in če obstaja nevarnost, prihaja iz Irana. In tisti, ki želijo odstraniti režim v Saudski Arabiji, so Iranci. Ker se borijo v imenu šiitske skupnosti, kar imenujete skrajni šiiti, in ko želijo premagati ekstremizem v regiji, bi morali skleniti mir z Izraelom. Rešiti problem v Palestini in doseči dogovor med njimi in Izraelom ter premagati iranski projekt. Ali pa načrtujejo, da bi Savdice in Arabce izključili iz miru z Izraelom. In še ena stvar je, ko je izbruhnila vojna med Izraelom in Združenimi državami, so uničili iranski jedrski program in to je dobro za regijo, ni dobro samo za Izrael ali za Ameriko. To je dobro za regijo, to je dobro za mir v regiji. Pomislite, kaj bi bilo, če bi Iranci imeli jedrsko bombo v tem svetu? Pomislite na to, kakšna bo situacija v regiji in kako se lahko spopademo z Iranom. Druga stvar je, da imamo skupne interese za mir v regiji, gospodarske, druge stvari, veliko stvari in oni se s tem ne ukvarjajo na pravi način, po mojem mnenju. Morali bi se boriti proti ekstremizmu in prva stvar proti Iranu je, da ne sodelujejo z Iranom ali ne dovolijo Iranu, da bi imel občutek, da zmaguje povsod in brezupno. Zdaj pa Abdullah, omenili ste jedrsko vprašanje prejšnji mesec. Zdel se je, da je prišlo do preboja v pogovorih med ZDA in Saudsko Arabijo glede civilnega jedrskega programa za Savdice. To do zdaj se je zdelo, da je bilo povezano z normalizacijo z Izraelom. Toda izjava ni bila takšna. Zdelo se je, da je bila ta povezava prekinjena, vendar je dan po objavi predsednik Trump ponovno poudaril, da ne. Predpogoj za civilni jedrski program za Saudsko Arabijo je normalizacija z Izraelom. Je bila Saudska Arabija presenečena na to spremembo stališča v zadnjem trenutku, ali to sploh ni bila sprememba stališča, ampak zgolj izpustitev v prvem delu? In prva stvar, ko začnejo govoriti o saudskem jedrskem programu z Ameriko, oni, ameriško ministrstvo, pobuda za normalizacijo odnosov. To ni nič novega.
ampak od začetka, torej od prvega koraka. In ko pridejo in rečejo, ne, mi bomo imeli program brez omejitev, brez pogojev, brez... To ni res. Američani o tem govorijo povsod. In tudi, če gremo v kongres in vidimo program, načrt in kaj bo gospod Trump predstavil v kongresu, bomo razumeli in imeli bomo popolno sliko o tem, kaj se dogaja. To, da do zdaj je vsak govoril, da bi zadovoljil svoje ljudi, Trump, on je o tem govoril v Washingtonu, da bi zadovoljil Američane, ne bomo sodelovali z njimi brez mirovnega sporazuma. In v Saudski Arabiji saudska vlada govori svojemu ljudstvu. Razumeli smo, imamo program, ne da bi karkoli dali. Nič ni zastonj, mislim, da nič ni zastonj v tej regiji. Ali mislite, da je Saudska Arabija zaliv? So razočarani nad predsednikom Trumpom zaradi vojne, zaradi ravnanja v vojni? Oni so pošiljali mešana oziroma zapletena sporočila. Ne razumemo vsega v tem primeru, v primeru Saudske Arabije. Govoril je o sporazumu z Izraelom, mirovnem sporazumu. V Hormuzu je rekel, vsak dan nadzorujemo Hormuz in Iranci so rekli, mi nadzorujemo Hormuz in ne najdemo nobene rešitve do zdaj. Veliko je bojev zaradi napadov v Hormuzu. In Hormuz ni pod oblastjo ali nadzorom Združenih držav, ampak pod iransko vlado. On se želi boriti z njimi, želi jih napasti in naslednji dan je rekel, gospodarsko jih bom uničil in zasegel bom njihovo gospodarstvo in jim škodoval. In tudi Trumpa ne razumemo v regiji, še posebej v tej vojni. In mislim, da iz dneva v dan izgublja svoj položaj. Potreboval bi trdno strategijo in mislim, da je težava v njegovi strategiji pri njegovih svetovalcih, ki bi ga morali bolje svetovati. Razumete, imeti morate strategijo in jih slediti, če želite uničiti te skrajneže in ekstremiste v regiji, še posebej v Iraku. No, predstavljate zelo neugodno sliko. Lahko rečem, da Saudska Arabija nima strategije ali pa nima usklajene strategije. Vsi. In ZDA imajo strategijo, ki frustrira regijo. Mislim, da je nadaljevanje s tem radikaliziranim režimom zelo zaskrbljujoče. Ampak morali bomo preiti na zadnji del oddaje. To je hitri segment. Pokazal vam bom 3 slike in poveste mi prvo stvar, ki vam pride na misel. In prva slika je neposredno nadaljevanje tam, kjer smo pravkar končali pogovor. Torej, to je predsednik ZDA, Donald Trump. Mislim, da ni nobene kazni. Ne. Ni prave moči v regiji. Moč je upadla. Zanimivo. V redu, druga slika. To je svet za sodelovanje v zalivu. Srečanje GCC junija skupaj z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijem v Manami. Tudi to vrstno brez strategije, samo besede in ni načrta, ni enotne volje, ni enotne fronte proti sovražnikom in proti tistim, ki napadajo. Vsaka država ima svojo strategijo in govorijo o eni zalivski strategiji, vendar se zdi, da niso enake. Da ali ne? Je GCC danes še vedno pomemben? Postala je kot arabska liga. Nič, samo sestanki in besede. V redu, in zadnja slika dneva, to je saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman skupaj s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Denar. Samo denar. Ni pravega sodelovanja. Ni pravih prijateljev. Naši bratje, vse je samo, koliko mi boš plačal. Kako to pomaga Saudski Arabiji, da gre naprej v tej nestanovitni regiji, kjer je čez ožino najbolj nevarna država v regiji? Saudska Arabija bi se morala vrniti k državam GCC. Naj naredi dobro in močno strategijo proti Iranu, združi zaliv in države GCC za seboj
o podpori drugih držav po svetu, naj zgradi zelo močan obrambni ščit. Združeni arabski emirati in druge države. In drugo, morali bi opustiti politične iluzije in razumeti, da jim nihče ne bo pomagal. Pomagati si morajo sami. No, Abdulaziz, to je bil zelo streznujoč pogovor. Tukaj ga bomo morali zaključiti, vendar se vam še enkrat zahvaljujem, da ste se mi nocoj pridružili in delili svoje zelo zanimive vpoglede. Pridružite se nam spet prihodnji teden tukaj v oddaji Na zapisniku. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.